En lep dober večer. Dober večer. To sta bila Mandej in Murat. Dobrodošli v Kinoteki na večeru Društva slovenskih režiserjev, kjer bomo danes podelili Štigličeve nagrade za izjemno režijo in Štigličevo nagrado za življenjsko delo. Lepo pozdravljam filmske ustvarjalke in ustvarjalce, sopotnike in sopotnice slovenskega filma, predstavnike Filmskega centra, prijatelje filma in predstavnike Ministrstva za kulturo. No, njih verjetno ni, ne? Ker se bojo bali, da jim bo kak kosmač krat skočil za vrat, pa ne mislim Ivanišina. A ja, koga pa? Miho Hočevarja? Kakorkoli že, na oder vabim Miho Knifica, predsednika Društva slovenskih režiserjev. Kar izvoli. Lep pozdrav. V bistvu ste ukradla to, kar sem jaz mislil, da moram povedati. Da sem jaz tisti, ki pozdraviti, ko mi je bilo naročeno. Jaz bi pozdravil predvsem, lahko sem pa škrat, bi pozdravil predvsem nagrajence, letošnje, lanske in tiste, ki bodo še postali. Jaz mislim, da vas je več tu med nami. Vem, rekli boste, da je čas za deliti nagrade slab, ker se lahko najde nekdo, ki ti tudi reče, da ta nagrada ti ne pripada oziroma da ni nič vredna. Žal smo v takem času, da niso važne komisije in to strokovne komisije, ki so naprej določene, ampak lahko kdorkoli sodi o komarkoli. In tudi vsi smo bili priča temu dogajanju v prejšnjem tednu, v bistvu v zadnjih 2 tednih in zagonjo proti Ministrstvu za kulturo, v bistvu ministru za kulturo. Na koncu je žal tako izpadlo, da je on žrtev, ki ga mi niti nočemo sprejeti, kaj oni delajo. Tukaj bi se naslonil na eno misel, ki me je zelo prešinila na protestnem shodu asociacije. Igor Prasel je izpostavil eno stvar in to, da je od vseh zaposlenih na ministrstvu samo eden strokovnjak za film od več kot 100 ljudi, kar je majčkeno smešno, se mi zdi, da naredimo ogromno in da je film večji delež kot samo tak mali delček na kulturnem ministrstvu. Ampak kar je se bolj pokazalo v tem času je to, da ni problem samo ministra, ampak je problem celotnega kulturnega ministrstva in se mi zdi, da moramo in tudi Društvo režiserjev dela na temu, da povemo jasno svoje mnenje in kakšno mi vidimo vizijo. In se mi zdi, da je to prihodnost, ker očitno tisti, ki jih volimo in ki jim zaupamo, da bodo delali za nas, tega ne počnejo, ampak da ne bom preveč negativen. Tokrat ne bo Kopitar sodil, ampak strokovna žirija sestavljena iz slovenskih filmarjev, režiserjev, ki najbolj vejo, kako je včasih ali pa vedno težko dobiti tisto, kar si zamislil. Ujeti tisti trenutek, tisto svetlobo, tiste emocije, da lahko rečeš, to je to, kar sem hotel narediti. Najlepše je takrat, ko te situacija preseneti in narediš celo več, kot si sam mislil in ti drugi razložijo, da je bilo to dobro. Na oder vabim Damjana Kozoleta, lanskoletnega nagrajenca in predsednika letosne žirije za Štigliceve nagrade. Hvala, Miha. Dobro večer, sem skupaj. En del mi je, zdaj pa meni Miha, že vzel stvari, ki sem hotel povedati. Živimo v družbi, ki postaja izrazito nestrpna, celo sovražna do kulture. Ampak mi se ne damo. Ne damo se zaradi tega, ker verjamemo, da delamo odgovorno in da delamo dobro in predvsem, ker verjamemo v to, da ne obstaja svet brez kulture, ne obstaja svet brez umetnosti in za nas ne obstaja svet brez filma. Toliko za začetek, zdaj moram pa prebrati to, kar je žirija v zvezi z nagrajenci napisala. Žirija, ki jo je imenovalo Društvo slovenskih režiserjev, je pogledala vse predlagane filme
in v ožji izbor uvrstila 10 celovečernih, kratkih in dokumentarnih filmov ter eno spletno nadaljevanko. In vsi ti filmi bi si po našem mnenju zaslužili nagrado. Ker so pravila jasna in stroga, smo lahko zbrali največ 5 nagrajencev za izjemno režijo in odločili smo se seveda za maksimalno število nagrad. Izbrali smo torej po našem mnenju presežke presežkov. Naš fokus je bil seveda režija, vendar režija odličnega filma. Nagradili smo tistih 5 filmov, ki imajo resne filmske ambicije, izvirne in pogumne poetike ter širši mednarodni kontekst. Za teh 5 filmov smo prepričani, da jih lahko kadarkoli s ponosom pokažemo in rečemo, to je dober slovenski film. Čestitke nagrajencem. Jaz bi samo še predstavila člane žirije. To so bili režiserji Urša Menard, Darko Sinko in Damjan Kozole. Tako, zdaj pa naprej po scenariju. Ja, za nocojšnjo prireditev sva dobila kar nekaj scenaristično-režijskih napotkov. Prvo je, da mora biti sproščena. Ja, pa spoštljiva do stroke, pa malo simpatična, pa malo luštna. Ti bi lahko bila tudi malo seksi. #MeToo. Ali pa ne, času primerno. Ja, pa nobenega teatra, prosim. Ja, brez gledališke igre so rekli. Ja, ne bo kar po filmsko pa to. Točno to. Tako da bo ta ubogljiva pridna igralca, ko sledita scenariju pa režiserju. Ja. Saj tako je to, ne. Eni dobivajo nagrade za režijo filmov, drugi pa pač režirajo prireditve. #Darko Sinko. #Miha Hočevar, ne. #love you guys. Tako da ne, ampak ne, sej pravijo. Morajo eni pač tudi umazano delo opraviti, ne. Tako da tudi to je treba. Evo, fanta. Podelili bomo prvo nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo. Porod je za žensko hud stres, še posebej prvi. Pa tudi ni nujno, da se materinski instinkt pojavi takoj. Ne veste niti, ali bi ga hotel ali ne. Seveda ga hočem, to je moj otrok. A, res? Ne zgleda tako. Za rojstni list rabam ime otroka. Ivan. Kako Ivan? Nisva rekla, da bo Taras. Sva, ampak tebe ni bilo zraven. Mucak, bil sem v čuzi, misliš, da tam talajo porodniške? Poznate Roka Kratokrila? Kdo je to Rok? To je njegov otrok. Kaj si rekla? Moram poklicati, razumeš, ne vem, kje je Ivan, ne vem, kam si ga odpeljala, razumeš, nič ne vem. Vem, da te skrbi za Ivan, ampak verjemi mi, da je vse v redu. Ivan je moj. Nimate pojma, kako to zgleda. Za otroka se te morala bolj potruditi. Kje pa je mali? V varni hiši. Kakšni varni hiši? Moš iti noter. Dajte mi Ivana nazaj. Daj mi Ivana, pečka ti materna! Daj mi ga! Pomir se, ženska neumna, pomir se! Zdaj sem pomirjena!
Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Janez Burger za film Ivan. Nagrado bo podelil Siniša Gačič, ki ga vabim na oder. Dober režiser ni vedno v središču pozornosti. Janez Burger režira iz ozadja, v ospredje pa spusti igralce, ki jim popolnoma zaupa. Čestitke. Super film o tem poklicu, ko ga mi opravljamo igralskem. To moraš biti drzen, tako da Maruša, bravo, kapo dol. Res je bilo the best. Ja, res si huda. Res, to mislim, to, da se pol leta posvetiš sam filmu, to pa je res posvečenost. No. Ne, res, to je posvečenost, da lahko crkneš od lakote, ne. Ampak ja. Še dobro, da imajo producenta, pri katerem lakota res ne pride v poštev. In čas, da podelimo drugo nagrado, Štiglica pogled za izjemno režijo. Kako si pa sicer v svoji družini zadovoljen, glede tega, če te razumejo? Tako. Vaj. Ne, me razumejo, me glih ne. Misliš, da te ne morejo? Ali nočejo? Ne vem, da me noče, to ne. Mogoče so tvoje misli drugje, kot so misli mame pa očeta, to? Ja, čisto možno. To. Tudi svet, v katerem sta rasla starša, je drugačen, pa okolje kot tvoj, ne? A vi, Boris, razumete to, kaj otrok govori? O razumevanju, da bi se razumeli med sabo? Ne misle tako razumeli, da niste neprijazni drug drugega, ampak če ima on kakšne probleme, kakšne misli, take, da bi rabo podporo, vi zastopite kaj to? Ne. Ja, to za podporo ni glih, ker kažem, mi lahko krmo damo podporo. Ja, to se pravi, tako kot on pravi, kar zmorete, naredite. V res. A to razumeš, to je razlika? Ja, vem. Matej, če nočejo ali pa če ne morejo, ne? To se pravi, če naredijo vse, kar je v skladu z njihovimi spoznanji, ne, kakor so zmožni, je to ljubezen tudi, ne? Če pa bi oni bili sposobni več, pa ti ne bi hoteli, je pa to zate lahko stiska, ne? Tu, če pa ne morejo, boš pač dobiš koga drugega, da ti še malo pomaga, ne? Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Rok Biček za dokumentarni film Družina. Nagrado bo podelil Žiga Virc. Dober režiser ve, da kadra ni konec, dokler ga ni konec, in da tudi zgodbe ni konec, dokler je ni konec. Rok Biček vztraja pri zastavljenem konceptu, dokler film ni končan. Čestitamo. Jurika, pa če mi dva malo pustiva ta scenarij, pa greva po svoje. Si ti normalna, res to je polna dvorana režiserjev, mi niti od dokumentarcev ne bo več dobila vloge, če bo improvizirala, res še v ofu ne bo brala, pa iz vseh špic nam jo bojo črtali, vse, kar so da zdaj naredila za kazen. Jaz sem malo kritična, so pa lahko, ne. Edini tip, ki je imel smisel za promocijo, je pobegnil v Hollywood. To je res? Pa punce so šle v tujino, ena v Nemčijo, ena v Avstralijo, ena je šla celo na Norveško, v temo. A ja si res, smo že podelili 2 nagradi, pa še nobene ženski. To pa brez skrbi, ker naslednja nagrada potuje v Berlin. Nisem si mislil, da bo rudnik še kdaj odprt. Strah je premočen, ampak vas ni strah. Čez. Moj oče je po poklicu rudar. To je najtežji poklic na svetu. Moj oče je zelo pogumen.
Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Hana Slak za režijo filma Rudar. Nagrado bo podelila Sonja Prosenc, v Haninem imenu pa jo bo prevzela Nerina Kocijančič. Dobra režiserka ve, česa ne potrebuje. Hana Slak se obsežne zgodbe loti z redukcijo in minimalizmom ter politično s sodobnim filmskim jezikom pretvori v intimno. Čestitamo. Hana pa nam je iz Berlina tudi poslala en krajši video. Živjo, dober večer. Hvala za to lepo nagrado. Čestitke Karpotu in tudi vsem ostalim nagrajencem. Rada bi se zahvalila vsem članom ekipe Rudar in tudi njim čestitala. In zahvalila bi se sodelavcem Filmskega centra. Nerino Kocijančič sem prosila, da v mojem imenu prevzame nagrado. Po podelitvi pa me bo nadomeščala moja mama, tako da lahko z njo nazdravite in poklepetate. Žal mi je, da ne moram biti z vami, da bi se skupaj poveselili. Upam pa, da se vsaj nekateri vidimo čez nekaj dni v Berlinu. Hvala lepa. Čau. Podelili bomo še 4. nagrado, Štigličev pogled za izjemno režijo. I don't remember. I suppose I've done a lot of bad things. I had to punish myself. I want to get another chance. I don't know if I could do it any other way. Qué hermosa. Aquí la tenemos. Qué linda que se está llorando. Qué bien. Ahora la vamos a limpiar un poco. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Miha Knific. Nagrado bo podelil Metod Pevec, ki ga vabim, da se nam pridruži na odru. Ne, da bi se videlo, da je marsikaj posneto skoraj brez denarja, Miha Knific z obrtniško virtuoznostjo prehaja iz prizora v prizor, se pri tem poigrava z referencami in sestavlja celoto, do katere nas lahko vodi zgolj on. Čestitamo. Tako, in še zadnja nagrada Štigličev pogled za izjemno režijo.
Nagrado prejme režiser Matjaž Ivanišin za režijo filma Playing Man. Nagrado bo podelil Matej Šluzar, ki ga vabim na oder. Vedno je dobro videti režiserja, ki ve, o čem govori. Tudi če govori o tem, da ne ve, kako končati film. Ivanišinova režija, ki tako lepo diši po svobodi, film sestavi v nenavadno misel, ki nas hkrati preseneti in prepriča, da ji verjamemo. Čestitke. Sedaj pa sledi vrhunec večera, podelitev Štigličeve nagrade za življenjsko delo na področju režije. Kaj ti je, deklica, da si tak žalostna? Kaj mi je, nič mi ni, srce me boli. Nisem bolana, ne, pa tudi zdrava, ne. Vendar je žalostno moje srce. Poglejmo si odlomke iz del Karpa Godine. Borba je jedina pobjeda. Svi protiv stare malodušnosti i degeneracije. Umetnik je dinamo društva. Komisija za Štigličeve nagrade v sestavi Damjan Kozole, predsednik, Urša Menart, namestnica predsednika in Darko Sinko, član, je Štigličevo nagrado za življenjsko delo soglasno podelila režiserju Karpu Godini in v utemeljitvi zapisala. Ko je Karpo Godina pred nekaj leti dobil eno od številnih nagrad na območju bivše Jugoslavije, in ga je novinarka prosila, naj se ozre na svojo kariero in življenje, je izjavil. Glavni občutek je, da se mi je življenje uresničilo skozi film. Moje življenje je enako film. O Karpu Godini in o njegovih filmih je bilo že mnogo povedanega in napisanega. Pa kljub temu, njegovi kratki filmi, kot so Piknik v nedeljo, Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk, Zdravi ljudje za razvedrilo in o ljubezenskih veščinah ali film s 14.441 sličicami, pa celovečerci, Splav meduze, Rdeči bogi ali Kaj ti je deklica in Umetni raj, so pomemben del slovenske, pa tudi evropske filmske dediščine. Svakog dana 10 minuta gimnastike i nove umetnosti, pa ćete i vi postati kao div Žvideršić. Prikazani so bili na večini najprestižnejših filmskih festivalov, Umetni raj med drugim tudi v uradnem programu Kana in na mnogih retrospektivah po vsem svetu. Zanje je Karpo Godina prejel veliko nagrad. Uveljavil pa se je tudi kot direktor fotografije in montažer. Posnel je nekaj kultnih jugoslovanskih črnovalovskih filmov, med njimi z berlinskim Zlatim medvedom nagrajeni film Zgodnja dela Želimirja Žilnika. Prejel je Badjurovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada, pozneje pa za svoj izjemen ustvarjalni opus tudi Prešernovo nagrado. Predolgo smo sanjali o našem morju, zlasti še naš delavski razred. Zato marsikdo med njimi kar ni verjel lastnim čutilom. Da, morje je zares slano.
Karpo je bil tudi pedagog na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Marsikateri delujoči slovenski režiser se je prav na njegovem prvem predavanju naučil v kamero vstaviti 16 mm filmski trak. Karpovi liki posameznikov pogumno kljubujejo času, avtoritetam in uniformiranosti. Njegovi filmi s provokativnostjo, ki je vselej tudi duhovita, z drzno kompozicijo kadrov in montažo, ter z veseljem do eksperimentiranja in raziskovanja filmske forme, še danes navdihujejo mlajše generacije filmskih avtorjev in gledalcev in so obenem še zmeraj nadvse aktualni. Smo cirkus ali kaj? Takšna muska sred mesta. Prosim, da mi ne delate svinjari za hrbtom. Fantje po pol gredo, vriskajo in pojo, jaz pa piščal, koj vam špiška ne znam. Licht, bitte. Žirija pa želi ob občudovanju nagrajenčevega dela izpostaviti še njegovo pripadnost filmu. Karpo je bil, je in bo povsod, kjer je film. V kinoteki, na festivalu slovenskega filma v Portorožu, na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu v Cankarjevem domu, na filmskih festivalih po Evropi, na premierah debitantov in na retrospektivah starejših kolegov. Vselej je tam, kjer je slovenski film. Njegova predanost filmu je popolna in nam vsem za vzor. Njegovo življenje je zares enako film. Ko so ga pred nekaj tedni ob retrospektivi njegovih filmov v Splitu vprašali, ali si lahko predstavlja svoje življenje brez filma, je kratko odgovoril ne. Tudi odgovor na vprašanje, ali si lahko predstavljamo slovenski film brez Karpa Godine, je kratek. Ne. Mr. Lang. A car from MGM is waiting to take you to the studio. I'm coming. Nagrado Društva slovenskih režiserjev
za življenjsko delo bo podelil letošnji predsednik žirije Damjan Kozole. Dobro večer še enkrat. Če je komisija prej pri ostalih nagradah imela kar nekaj dela, da se je oglasila, kar se tiče te nagrade, smo to opravili v 10 sekundah. Veliko čast in veselje mi je, da lahko nagrado za življenjsko delo, ki se imenuje po velikanu in po legendi slovenskega filma Francetu Štiglicu, podelimo še eni legendi slovenskega filma Karpo Godini. Karpo, prosim. Dosti, hvala. No, ni mi sicer bilo rečeno, da naj kaj rečem, bom pa rekel 3 stavke. Slovenskemu filmu, kot zgleda, ne gre slabo. V vseh teh 3 odlomkih sem videl, so se igralci lepo zredili na širino. Gre jim dobro. Drugače pa, da ne bom v tem navalu nekega slabega razpoloženja glede naše kulture, dolgovezu mogoče bom rekel samo eno malo stvarco. Da praktično slovenskega filma ni več. Slovenski film ni več viden. Zdaj si recimo predstavljamo, da na nek način vse knjige, ki so natiskane, postanejo nedostopne, ne vem zaradi česa. In imamo samo knjige, ki so elektronsko prenešene na Kindle, se pravi na tiste čitalnike elektronske. To ne bo niti 1% knjižne kulturne dediščine, slovenske ali pa svetovne. No, s filmom se je zgodilo podobno. Ko se je pojavila digitalizacija, so vsi filmi, ki obstajajo, to so ti vsi naši filmi, razen filmov, ki so delani na elektronski mediji, postali mrtvi in nevidni. Da bi postali vidni, zakaj? Mislim, zdaj ne vem, se v glavnem tukaj v dvorani veste tehnološke postopke neke, ker ste strokovnjaki za te zadeve, ali pa več ali manj, ampak da vseeno razložim, v vseh kinodvoranah sveta so umaknili kinoprojektore z filmskim trakom. Se pravi, vse to, kar hranimo po raznih teh depojih, je nevidno, ker se ne da vrteti. Vrti se lahko edino digitalna, to se imenuje zdaj recimo ta postopek, ko se prenese film na digitalni medij, DCP, in tako smo tudi zdaj gledali iz teh projektorjev, tu se ni vrtel filmski trak, ampak se vrtel, pač neč se ni vrtelo, ampak so enostavno te slike prihajale za nemašince tam. No, in da bi postali vidni, je pa potrebna digitalizacija. Kot sem za knjige prej rekel, če bi postale nevidne, film je neviden in v Sloveniji bo ostal še dolgo neviden,
razen pravim filmov mlajše generacije, ki so snemali že direktno, ne na filmski trak, ampak na digitalni medij in te se da pogledati. Evropa daje denar za to, za digitalizacijo in da bi postal spet film viden. Poljska je recimo na natečaju sodelovala in mislim, da je dobila 35 ali 45 milijonov evrov in veselo obnavljajo kompletno svojo filmsko dediščino. No, vprašanje tukaj, zakaj mi nismo to storili, smo zamudili. In za zdaj je to šlo v nepovrat. In kdo je kriv za to, ko zgleda nekdo tam, ki mora to prebrati in slediti tem napotkom in rokom. Tako, hvala. Dragi nagrajenci, dragi ustvarjalci, dragi prijatelji filma, sodelavci filma, s tem zaključujemo nocojšnji večer. Še enkrat vsem nagrajencem iskrene čestitke. Sledi pa še ena zahvala vsem, ki ste sodelovali v današnji prireditvi, posebej pa Slovenski kinoteki in Slovenskemu filmskemu centru. Vse vas lepo vabimo v kavarno, kjer bomo nazdravili nagrajencem in vam vsem želim en lep, prijeten večer.